Najprej lepo pozdravljeni, z nami je Mateja Jevšnikar Hočevar, pa bomo začeli kar s prvim vprašanjem. Kdo ali kaj vam je dal pobudo za temo vaše diplomske naloge? V okviru audiovizualnih komunikacij smo imeli v drugem letniku ekskurzijo v Ljubljano, v etnografski oziroma etnološki muzej. In med drugim smo si ogledali tudi kustodijat za etnografski film, kar me je izredno navdušilo, prevzelo in me na nek način posrkalo, da sem začela na poti v Maribor razmišljati o tej temi, od tu pravzaprav ideja. Glede na to, da ni preteklo veliko časa, odkar ste diplomirali, pa vendar se mogoče spomnite, kateri so bili tisti viri, ki so vam najbolj pomagali pri sestavljanju vašega diplomskega dela? Moram reči, da je virov, vsaj pisnih virov zelo malo. Največ je pravzaprav napisal dr. Naško Križnar, ki živi za etnografsko področje in etnografski film in nadaljuje pot predhodnikov in je edina kompetenca v bistvu v Sloveniji za to. S tem, da z njim recimo nisem vzpostavila osebnega stika, čeprav sem ga kontaktirala preko mailov, ampak sem se bolj ali manj opirala na njegove knjige, potem na vire samega etnografskega muzeja, pogovore recimo s kolegi, snemalcem, ki je ta film snimal 10 let. In preko vsega tega sem spoznala pravzaprav, kakšna veja dokumentarnega filma etnografski film. Od zanesljivih virov smo izvedeli, da je bil zagovor vašega diplomskega dela, tako iz strani komisije, kot tudi iz strani ravnateljice ter ostalih predavateljev, izbran za enega najboljših ter najbolj zanimivih. Nam lahko predstavite, kako je potekalo sestavljanje vaše diplome od zamisli do realizacije, glede na to, da je bilo zelo obsežno? Ideja se je porodila 19. aprila. Potem je trajalo približno mesec dni, da sem poiskala način, vire. Na nek način sem morala začeti. Ni bilo samo dovolj to, da sem imela idejo. Ideja je bila premalo. Šele ko me je ta posrkala, da sem ugotovila, da je pravzaprav neznanska širina tisto, kar me čaka. Najprej me je to malo sem zmislila, ljubi Bog, v kaj sem se spustila. No, potem sem pa začela zajemati malo po malo. Od literature, pojavilo se je vedno kaj novega, sem brala, pa sem prenehala, pa sem mlela, pa ponovno, iskala sem na nek način, postavljala sem si vprašanja, nenehno. In skozi odgovore sem počasi prihajala naprej. Tako da na nek način jaz sem diplomirala 28. avgusta. Moram reči, da je bil julij najbolj naporen mesec. Resnično, jaz sem stajala zjutraj in sem delala tudi po 7 ur. Vsaki dan. Edino na ta način sem se prebila naprej, ker je bilo res, res ogromno. Mislim, to je ena taka širina, da zlahka zaideš. Sama sebe se morala omejevati, ves čas sem se morala spominjati tega, kaj pravzaprav jaz hočem. No pa vendar, kar nas skoraj najbolj zanima, kje ste dobili idejo za takšen pod narekovaji spektakel na zagovoru vašega diplomskega dela? Ideja se je pojavila sama od sebe. Jaz sem pravzaprav razmišljala, na kak način bi bilo najlepše predstaviti neko etnološko temo, da jo ljudje začutijo tudi čustveno, ne samo tisto, kar je napisano na papirju, namreč tisto, kar oddaš, pisano, diplomsko nalogo, tam je napisano vse. Kako pa predstaviš, je pa problem. Namreč to skrčiti na 10 minut ali pa 15 minut predstavitve je zelo težko. Nekaj, kar si počel zadnje 3 mesece in to vsakodnevno. Povedati nekomu v 10 minutah ni preprosto. In sem razmišljala, kaj je tisto, kar je v etnografskem smislu najbolj privlačno. Na kar je ideja sama od sebe oklesla tisto, kar ni bilo potrebno. Se pravi, jaz sem želela predstaviti ljudem, ki bojo prisustvovali zagovorom, kako se človek počuti v trenutku, ko se srečaš z etnografijo. In jaz mislim, da mi je to tudi uspelo. Pripeljala sem torej ljudsko pesem, osnovne sestavine etnografske, ljudsko pesem, neke običaje, kulturo hrane, glasbo pred ljudi in opazovala njihov odziv.
In ta odziv je tisti, kar želijo pravzaprav znanstveniki v znanstvenem filmu zajeti na film. In to sem jaz želela in mislim, da mi je uspelo. No, definitivno vam je to uspelo. Tako, z nami je bila Mateja Jevšnikar Hočevar. Še enkrat se vam lepo zahvaljujem, da ste privolili v ta, če lahko rečemo, intervju in še veliko takšnih uspehov naprej. Hvala lepa.